Dobrodošli v novi epizodi Vesele žlice. Ja, živa. A ja, mislim, da boš mi kako posebno vod. Ja, heute machen wir sehr schöne, sehr die best Apfelstrudel mit Apfel. Ne? Jabolčni štrudel danes delava tak, ne, tradicionalno jed. Jabolčni štrudel, ja, tako. Ja, tako. mislim, jaz za vse tiste, ki prvič gledate Veselo žlico, ne znam kuhati, tukaj sem v bistvu zato, da... Tudi ne ješ štrudla, ampak nima veze, to pustimo. Ja, detajle, danes je tukaj samo zato, da riba jabolka. Ne, o tem pa nisem govorila predodaj. Eno uganko imam, prejem greva na... Ne, Ja, prosim, uganko, mogoče ste tudi vi pogrundali, mogoče ne, prejem greva na vodno špico. No, Lej. Katera žival je to? Je zelena? Ja. Kobilica. Ne, počakaj, ne, pusti Ivano kobilico. Je zelena in potem čez nekaj časa je rdeča. No, razmisel, mi se pa vidimo po uvodni špici. Evo nas, mi smo nazaj, o tem, katera žival je to, lahko napišite spodaj v komentar na koncu, da je vam mogoče poveva, mislim, da tudi Nastja v bistvu ne ve. No, greva. Ja, vem, kobilica, ki jo spečeš. Ma ni kobilica, ki jo spečeš, ampak razmišljaš v pravo smer. No, kako bova začela? Začela bova s testom in sicer rabimo za štrudel, tak ta prav domač, vlečno testo, ki ga bova naredila in sicer, tako je, jaz naredim zdaj testo, mama pa že tukaj enega, ki sem ga že zjutraj naredila, tudi da ne bomo rabili vmes mi čakati, da bomo lahko hitro nadaljevali. Kaj potrebujete? Potrebujete 400 gramov pšenične biomuke. Pa mi grede, če hočete kuhati z nama, z Nastjo, imate spodaj v tem opisu videa recept. Torej, koliko si reka 400 gramov, a jaz vmes že kaj začnem delati, imam že kakšno nalogo? Ja, si rekel, tvoja naloga je zgolj ena, da naribaš vse te jabke. Kam jih pa ribam? Ja, lahko jih kar to posodo. V posodo? Ja, zdaj se moramo tako zmeniti, ne? Ja. Ker bom jaz tukaj pol valala testo, predlagam, da se ti jabke pač tule zložiš gor, da se boš lahko bolj predstavil, ne? Ja. 1 kilo jabk potrebujemo za tale štrudel. Za koliko oseb to? Eno osebo? 4? Pač štrudel je kar velik in je lahko za več oseb, tako da, takole. Zdaj pa začni kar prosim z ribanjem, tvoja naloga je... In to je vse, kar delam. Tako. Ok, torej jaz bom ribal te jabke, no, ti pa... Jaz pa naredim testo, Ja. sicer 400 gramov pšenične moke, damo eno žličko pa pol soli, zdaj kar himalajsko, potem bomo dodali še pa zraven vodo, olje, pa malce kisa. Ja, veš tako, ko si reka, da si testo vnaprej brbravla. Ja. Mislim, da sva ga, čeprav si ga Jaz ti. sem ga, ja. Ja, zakaj pa nisi jabk vnaprej naribala? Jaz tudi, da imaš ti kaj delati, mi dodajo. Smiselno, ne? V glavnem, imamo tole, zdaj bomo pa dodali še k moki pa soli 2 deci mlačne vode, pol deci jaz sem vzela kar navadnega biosončničnega olja, pa 1 žličko kisa. Malo. Tako. Jaz bom tole kar tekle na oč. Evo. 1 žličko kisa imamo in tole vlijemo noter v testo, narahlo premešamo, potem pa kar zamesimo. Jaz imam seveda malo pomočnika, ne tebe, zdaj ne mislim, imam še tretjega pomočnika, ki se mu reče tale kuhinjski pomočnik in on bo mi testo naredil, da jaz ne vem zdaj mešati. Jaz sem pa ta čas že kar novega razvalala. Tako, testo pustimo potem počivati urco do 2, ne več. Ko ga pa zamesimo, je pa ful fajn, da pač se nam ne lepi več na roke, takrat je vredo zameseno in potem ga samo pokrijemo z eno krpo in pustimo urco do 2. Ej, Nastja, jaz sem bar vprašan pri tem štrudlu. Ja, se strinjam, boš me vprašal, daj mi dovolj, da sam dam tole kuhinjskemu pomočniku, da mi testo mogoče to sam posnam, takole malo skupaj premešamo, potem pa lahko z rokami nadaljujemo, zamesimo ali pa damo pomočniku, da nam to naredi namesto nas. Ne, ker v bistvu jaz sem pred to oddajo se veliko pozanimal o jabolčnem štrudlu, govoril z več znanstveniki, raziskovalci, kuharji, ljudmi in imam v bistvu par vprašanj glede te tvoje tehnike priprave. Ja, povej. Ker jaz sem recimo videl, da marsikateri kuhar, mojega kova seveda, To je tisto, kar ne zna kuhati. da oni ne ribajo jabolk, ampak jih tako ful na tanko narežejo. Zakaj jih jaz recimo moram ribati? Lahko bi jih tudi na tanko narezal. Saj jaz mislim, da bi z vidika hitrosti in dela, ki ga imaš, je ribanje hitrejše zate, ker nisi navajen, ker če bi to rezal na tanke koščke, bomo mogli do jutra zjutraj bila konc. Saj to bo tudi drugače do jutra zjutraj, šele konc, ampak v redu. Nima veze, jaz moram itak zdaj testo razvaliti. Tole testo zdaj pustimo, da se malo zamesi. Jaz sem pa že prej pripravila drugega. Res je, včasih se ti zdi, da je ful lažje kupiti kar vlečeno testo v trgovini,
ampak v resnici je toliko enostavno za pripravo, pa toliko se fajn razvala tole testo po tem receptu, da je brez veze, da kupujete, ampak kar doma svežega pripravite. No, in pa je pa še druga stvar, ki sem jaz slišal, je pa to, da pri tem testu, Ja? da lahko v bistvu ful frustracij nad njim daš, ker prav videl sem, da ga moraš metati. In da bi lahko jaz zdaj to delal, pa bi ti ribala, pa bi jaz, ki imam ful enih frustracij, ki jih moram dati ven. Pa bi... Ne, ker pa ne bomo več rula narediti, ker ono jabke naribane. Ajde, pojdi ribat. Sem se postavil, gospodič, na to stran. Jaz sem šla pa na to. Rabite eno veliko površino, lahko tudi na kuhinjski mizi, če nimate pulta dovolj visokega, mislim dovolj velikega. Naribate potem, razvalate potem tole testo. Ne, ker teza je, ne, originalen recept za apfelstrudel, v bistvu tam piše, da naj bi testo bilo toliko tanko, da lahko čez testo bereš ljubezensko pismo, ki mi ga moraš ti še napisati, ampak no, ko mi ga bo napisala, bo vas testirala in bo probala v bistvu, torej res mora biti zelo tanko. In več o tem vam bova povedala Nastja, kako do tega prijeti. Jaz pa bom seveda ribal jabolke kot podložnik. Jaz načeloma delam to vlečno testo, parkrat sem ga delala, da nimam nekaj ful velikih izkušenj. Je pa res, da nekateri ga vlečejo z rokami. Meni je ful bolj enostavno, da ga kar razvalam na tanko. Ne, zvalaš pa ga moraš pa še z rokami. Ja, se ga pol malo potegneš, ne, ampak pač... Mislim, se če kaj nož vedela, me kar vpraš, tem bo kazal. Glejte, ne bom sem postavila. Fajn je tudi, da vmes malo pomohate, da se vam stvar ne prime. Samo jaz vidim našo novo testo, če bo že. Pa drugač, medtem ko Ana se ukvarja s tem testom, za vse tiste, ki še nikoli niste jabolka ribali, moja premierna izkušnja z ribanjem jabolk v eni izmed prejšnjih veselih žlic je bila ta, da sem pač naribal celo jabolko, ker je bilo seveda to navolilo, ker sem ga dobil, s peškami vred seveda, ampak sem bolj naknadno od svoje, torej zdajšnje žene izvedel, da to je totalno nesmiselno. Da je to nesmiselno, zatorej vsi tisti, ne, itak vem, da večina ste zdaj to hotel naribati z peškami, ne tega naribati s peškami. Ampak to je tak res pro nasvet z moje strani. To je tak res osnovnošolski nasvet. A niste imeli gospodinstva v šoli? Joj, veš, da smo imeli, pa sem imel 5. Ampak... To so se pa res zmotili. Ja, ampak... Ne, slaba dvojko bi ti je ampak pa enem, ja, je pa res, da sem nečem, kar je imel veze z gospodinstvom. Mogoče bilo celo ne, nekak drugače je ta predmet imenoval, ampak te sem pa res v osnovni šoli dobil prvo dvojko. Mislim, ne zaključeno dvojko, ampak na testu, da? Kaj, očitno se je ta moj pomanjkanje talenta že takrat nekako kazal, no? Gospod Bizant mi je dal dvojko, če te zanima. Ja, ga bom poklical, ja. Bom, a jaz, če se sem postavim na to stran, bom še v kameri. Ok, dobro, sem da vem, da lahko tule... Ne, vse v bistvu, ne, v bistvu je kamera tako ali tako ve, ne, koga more snemati. No, ne sekiraj se. Jaz sem mogla zdaj malo iz kamere, da to stran malo razvalam še te. Med tem se bom jaz postavil v sam center, vam pove, lahko se dotaknemo uganke, če ste za. Ja. Torej, kaj je zeleno in je potem kmalu rdeče? Žaba, ki jo daš v blender. A dej no, Filip. Tak vico, ne moreš tukaj na veselje ljudi. Ja, pa če je blender, če je povezava skupaj. A to gledajo tudi otroci. No in tudi otroci morajo vedeti, da žabe ne smeš dati v blender. In kakor si smotan, bi še res dal. Ja. Zdaj sem začel Prvi zdaj, da je bila dobra. Mogoče bi šel ti van, da lahko jaz govorim, ker ti same neumnosti kvasiš. Co vrečujem? No. Vidiš ljudke, če bo zdaj počasi tako tanko testo, da boš ti videl čez. Ni še, bo pa. Ni še, bo pa. Medtem pa jaz ribam svojo četrto jabolko. Tudi glede teh tehnik ribanja nisem najboljši, ampak sem že v bistvu predvčerajšnjem Nasti nekaj pomagal s temi jabolki in vse kar za prvo silo je, no. Ni glih efikasno, kot se te, oziroma učinkovito. Efikasno? Mislim, da je to neka beseda. Mislim, jaz sem pisatelj, mogoče pa je, kaj da vem. Mislim, pisatelj, pač knjigo imam, ampak pustimo to zdaj. Ja, Tom, kje smo mi ostali? Oziroma Nastja, kaj si zdaj dela s tem receptom? Hočem tule malo premali pult, veš, ampak hočem tole tako lepo zdaj pripraviti, da bo tak res lepike tanko, vidiš, ti bi že lahko čez bral, pa vidiš. Ja, bi, ne? Mogoče. Sam zanimam, ali besednega pisma, da bi to sprobala, Filip. Ja, imamo pa tukaj recept. A lahko tole bereva češ? Čakaj. Deva spodaj. Zdaj spodaj?
lahko prebereš. Ja, nisem videl, da so neke črke. V redu, v pravo smer greš To smo zdaj testirala, če je dovolj, veš, razvaljeno. Ja. Zdaj še malo bi se še dalo, ampak tudi zaradi pulta jaz ne bom več pretiravala, da ne bomo imeli vse čez Veste, pult. kako je, pač v kuhinji, ne, toliko, ne, pač, važno, da je dost v redu, ne, mislim, tako jaz razmišljam, ne, ker perfektno ne bo nikoli v kuhinji, to morate vedeti, posebej, če sem jaz zraven. Ja. Ja, drugače večino časa biti. No, vam pa lahko povem, da sva bila na pripravah. Torej, Nastja je rekla, da torej v Veseli žlici je bila frustrirana nad mojim napredkom in se je začela spraševati o tem, ali je res težava v njej kot slabi mentorici ali je težava v meni. In je rekla, klinc ga mes poslala na nek, dajmo temu reči, dodatni pouk za une malo čudne in je pač rekla, dajmo še eno gospo razveseliti in me je poslala k Jezeršku na delavnico. In potem so seveda tudi tam potrdili to tezo, da ne znam kuhati. Drugače super delavnica. Da si pa dober dvorni nor. Da pa sem dober, ampak ja, je res dobra delavnica, priporočam, zelo dobro so ste najedali. In ja, tam sem zvedel par trikov, ki sem jih do danes že pozabil. Ampak ja, je bila to neka potrditev torej tvoje teze, da očitno res je nekaj narobe z mano in ne s tvojo metodo poučevanja kuhanja. V glavnem, če gremo zdaj naprej, jaz sem to stol razvalala. Priznam, zdaj ni najlepše oblike, ampak ko smo to, kult je tak. Zdaj ga bom pa namazala čisto tanko s kislo smetano. Tu imamo 180-200 gramov kisle smetane potrebujemo. Ja, ampak jaz sem videl, da mora biti maslo, ne smetano. Zakaj pa ti daješ smetano? Ne vem, kje si videl maslo. Mislim, nekaj... Bo maslo tudi v naslednji fazi. V redu. Ali masla bomo uporabili. In razmažemo po celemu testu, čisto tanko, tole kislo smetano. Potem bomo pa dali čez še malo cimeta. Ne, a lahko brez cimeta danes. Ne, Filip, če to je taka tradicionalna štrudel, ne moramo zdaj... Ja, drugač je bil tradicionalen. Marija Terezija, mislim, je bil že prej nekje narejen, pa je pa Marija Terezija ga probala, tako kot včasih Nastja proba kakšno sladico, se v to zaljubila in rekla, jaz bom to naredila za mojo monarhijo in karkoli je takrat bilo, se opravičujem, zgodovina, to obdobje ga nikoli nisem maral. In ja, je bila ona nek tak pobudnik, veš, vodja za to, da je danes se popularizirala potem tale štrudel, ki ga danes delamo. Jaz vam tukaj že drugo testo pripravljeno. Zdaj ga bomo pa dali kar počivati. Drugač Marija Terezija ni na Instagramu, kaj? Je pa Nastja, Afna Malinca Nastja. In ima... Zakaj sem že tudi mazala roke? Ja, umazala si roke, ker to dober kuhar dela. Sej gremo. Ne, gremo kar naprej. Tisto testo je, drugo je nareto. Tudi bomo danes še štrudel delala, ampak nima veze. Še? Ja, še. Še enkrat boš jabolke rival. Bi ti rada bila krvna žaba. No, ne smej se. Včeraj so polno. Ja, jaz se rabim te eno žlico, ki je pa po moje nimamo. Ne, tako je, bom jaz to pred roko. V glavnem, kaj moramo zdaj narediti? Moramo potrositi s cimetom. Zdaj, kako ga imate radi, če ga nimate fejs, ga date pač čist mal. Ne, moraš ga dati, to je pravi štrudel. Približno 2 žličke, samo toliko, da vam povem, koliko prije pa vse skupaj. Ampak dober kuhar dela stvari po občutku. Ja. Treba je. Če pa nisi, pa tako Filip po receptu. Ne, se mi jo tudi delamo po receptu. Takole. Ko boš še naribal jabke, pa sam tisto limono, polovico limone čez stisni. Čez jabke? Ja, tako. Tudi kar rabimo? Kislo smetano, rabimo 2 žlički cimeta, rabimo, jaz dam na mest rozin, brusnice, 100 gramov, da bom kakele cele malincine brusnice porabila. Najprije, v bistvu, če nimaš porat rozin, oziroma tudi malo za spremembo, ampak meni so v bistvu z brusnicami štrudel veliko bolj dober, kot pa z samimi rozinami. Jaz pa ne jem štrudla. Pa ne ješ brusnic, pa ne ješ cimeta, pa ne ješ kisle smetane. Brusnice pa jem, ne eno brusnice. Tu si vzem. Pa ne, ker bo cimetana. To je tudi kam roke. Brusnice so čisto rejo. A to sem ti povedal, da je meni trener Slavko rekel, da če se ga hočeš napiti, pa če hočeš, da ste manj prime, da moraš brusnico vmes jesti. Ja? To pa zelo tak dober nasvet. Praktičen nasvet, ja. Praktičen, ja. Mislim, jaz vedno sem probal je... Mislim, res tak nikoli nisem bil alkohola, sploh ne vem. Ja. Mislim, se ga jaz ničke ne piješ, ampak...
Ne moreš pa reči, da ga nisi nikoli. Ja, no, mislim. Če gledajo, če si mi glih prej rekel, da mladi ljudje to gledajo. Ja, ampak ti si poskusil, pa ti ni bilo všeč, pa zdaj ne piješ. Tako povej. To je res. To se mi zdi zelo tako poučno. Čeprav zdaj sem se poročil. Ja, in zdaj boš še mogel začeti piti, ne? No, ti si zdaj to rekel, jaz nisem hotel tega reči. Ok, da zdaj povem. Naribamo jabolka. Ja? Potem bomo pa dali malo polovico limone soka stisnemo. Jaz sem tukaj dala že to brusnice, cimet pa smetano. Zdaj bom dala pa 60 gramov kokosovega sladkorja, oziroma to je 6 pač velikih žlic. In bolj lahko Zakaj? prosimo. Zakaj? To bi ni bilo v originalnem receptu, zakaj bi daš kokosov sladkor? Ja, lahko daš navadnega. Ja, sam to ni zdrav, ne? Jaz sem dala pač kokosovega, ker mi je res tako ful dobro štrudel prijesti tem kokosovim sladkorjem. Zdaj, če imate radi bolj sladko, lahko date malo več, če nimate radi prej sladko, date malo manj, čisto po želji, ampak meni tale 60 gramov, oziroma 6 velikih žlic je idealno. In enakomerno potem po celemu testu sladkor porazporedimo. Ali jaz to kaj premešam ali? Ja, malo premeši. Potem pa dala še tole gor in potem samo zvijemo še in smo konec, veš. To je res zelo hiter. Ko imaš enkrat testo, pa tudi testo, se ste videli, se hiter razvala, je zadeva zelo hiter končana. Ena mini skrivnost. Skrivnost? Pa ne, ni skrivnost. Eni mini trik bi rekla je, da damo, jaz bom uporabila še 50 gramov masla, malo ga bom dala noter, malo ga bom dala pa po testu, da se tako lepo fajn zapeče in tudi zelo lepo hrustljavo, pride zelo dobro. Tako da jaz sem še malo 50 gramov, lahko date tudi več, ampak jaz mislim, da 50 čisto dovolj. Taka stek, jaz bom kar na oko, date še masla. In to je to, dejansko, kar rabite od vseh sestavin. Imate štrudel pripravljen. Peče se pa potem 1 uro, jaz sem pečico že segrela, 1 uro na 175 stopinj na ventilaciji. In Tom, glede na to, da veš, kdo je glavna zvezda te oddaje, a bi lahko samo tole mojo umetnino bršal, kar tole, kako so ta jabolka z limono naribana, to je poezija. Poezija? Kam si dal žlico? Žlico sem dal stran od tebe. Zelo slabo. Torej, jabolka naribana z limono. Tako izgledajo. Dajmo pa ta jabolka enakomerno potem razporedili potem po štrudlu. Ja. Ejo, kak supersko. Danes boš pa probo štrudl, ne? Ne. Ja, ga boš. Ja, no, ne vem. No, mislim, to in jaz, ker sem gledal zdaj tudi te kuharje. A lahko malo paziš, ti ne smeš imeti koščic noter. Aj previdnosti, Filip. To je zelo površno. Če imajo velika aminokislina. Zelo slabo. Ti si tako... Ja, pa pogledaj, če so vsi pecni tle, kako so zdaj... Houdrast kuhar si, no? Ja. Lej, kaj si pa naredil? Ja, pa če so tle vse... Ne moreš te kuhati. Ja, pa, Nastja, to je za... Koščice od limone, od jabolke, ne vem kaj vse še. Nastja, to je zato, da vsi, kaj jejo, da so malo bolj pozorni. Veš, da nikoli ne veš, kaj boš dobil. Mogoče boš dobil koščico, mogoče kakšen odrezan prst noter, veš, element presenečen. Nekaj sem si naredila. O, Madonna si... No, vidiš, zato, ker se jeziš in s tem te Bog kaznuje. Ja. Ne? Ok. Recimo. Ok, a pa bi vas zdaj še imela kaj povedala, bo še kaj... Ja, jaz sem mislila, jaz bi kaj povedala, sam se veš, naprijem do besede. Ja, ker imaš ti toliko nekaj za povedati. Vsaj nekaj. No, in kaj bi povedala, povej. Ja, kaj bi povedala? Ja, povej nekaj, jaz ne moram se s kamero pogovarjati. Torej, ona zdaj to maže. Ja, jaz moram povedati, kaj delam, ampak lej, torej, to je, k ne pašteto. Vzameš ven iz konzerve, ta dobro in razmažeš. V glavnem, razmažemo, potem, mislim, enakomerno razporedimo jabolka, itak se potem to zvije, pa ni zdaj nujno, da je vse čisto 100%. In zdaj bomo to zvila. Zdaj me edino Tom, ti moram povedati, da me šla od sem zvijati, da boš, prosim, če boš me sem nekaj boš malo posnel. Zdaj moram povedati, da pri zvijanju nisem glih največji strokovnjak, ampak se bom potrudila, da bo čim boljš. Filip, ti pa tukaj samo malo placa nared. Dajmo, Nastja. Slušaj, malo placa nared, pa prosila bi te še, če daš pa pekaca. Samo to, da še povem. Zdaj, maslo, jaz ga dam takle po celi dolžini čist malo noter, pa tega bom še pa malo na vrh dala. Na vse skupaj bom porabila 50 gramov masla. Malo je, fajn, če kar trbo iz hladilnika, zdaj imam še čist mehko, se malo teže potem... Saj veste, vedno je fajn, če so stvari trde. No,
Si? Ja, sem. Tule pobriš, pa dej pol pekat sem, da bomo dala noter. Ja. Jaz sem pa tule ta čas tole zvila. Na tem pultu delam prvič in moram še malo pogruntati, koliko se prime, koliko se ne prime. V glavnem, enakomerno potem zvijete. Moja babica vem, da je tako delala, da dala v spodnji tako rjuho in pol je kar tak na Ja, tak to način sem tudi zvila. jaz gledal. Sam, če bi mi, ne? Sam pač, mi da nimamo jih rjuhe zdaj tukaj, da bomo si kar tako pomagala z rokami. Ne? Včasih je. A boš ti pa probal, Filip? Ne, hvala, pomivam tlede. No, v redu, kakor želiš. Asistentske naloge. Sam bile pa lahko. Glavnem, štrudel polk je pečen, čez 1 uro, ga malo hladimo, potem lahko tudi posujemo z sladkorjem v prahu, če vam pa pač ne paše, pa tudi ne. Mi je danes ne bomo, mi da bomo danes tak... Čakaj, to je to testo, ki je vzhajalo, ali ki ni vzhajalo? Ja, 1 uro je bilo, ja. A ja, si zamenjala vmes testo? Ja. Nekaj ono originalno je tukaj. Ja, ono originalno, ko smo danes delala, je tam, zdaj še more počivati zdaj, veš, kako urco 2. Jaz sem pač tega, ko sem ga že zjutraj naredila. Ja, pa ti pa si to res tak drugač, ne, ker vidim, da nastaja neka dolga stvar. Najdaljša štrudel na svetu je bil dolg 1471 metrov, v Zagrebu so ga imeli, A res? oziroma na Hrvaškem nekje. In mi da danes pač ne bova prišla do te številke, ampak glej, tudi tole, ne, če pogledamo zdaj, tole je 80 cm, tole je kar spoštovanje vredno. Jaz sem pa zdaj tak pol... Ok, tukaj bomo dali. Da sam na 3 dele ga razrežem, to je, da gre v bistvu potem 3 dele grejo. V noter, v nekaj. Ja. Super ti Veš gre. kaj mi še poišuno za, veš... Špohtel. Ja, špohtel mi še Ja. poiš. Ti pa kaj povej za kamero? Ja, jaz bom povedala. Zdaj ga lahko, če vam uspe, ga tudi ne rabite narezati, lahko date celega noter lepo zložite, ampak meni je na tak način veliko lažje stvari zrihtati. Kar je še tudi fajn, da lahko jabolka v bistvu malo odcedite, ko vodo spustijo, da ni potem preveč vse skupaj mokro. Filip je zelo... Špohtla ni. Ni, da bomo pa vse s tem nožem to zrihtala. Zdaj bi šla jaz na puno stran, da bi to lahko naredila. Pač najlažje bo. Dajmo primiti. To mi je vedno všeč, kar reče, naj pomagam, ampak da vse sama naredim. Pač ne tega, Se počutim koristno. Moralno podporo. Ja, kaj Antigona? Dej. Fuj. To je kaj neka čreva. A dej, Filip, no. Tule boš samo to brisal, Se si cela čreva. Lahko bi tudi tako rekli, ampak ne bomo. Wow, poglej lep triš, poglej Tom pridi, boš ne ti Dej tule Ja, Nastja, pobriši že ter. grem, ja. In malo, da ti dam, pa kar govoriš. Jaz sem pa zdaj tako malo sam dala gor še po vrhu, malce masla, da se bo lepo zapeklo. Ti pobriš ta čas, da ne bo tukaj lejno, a ne vidiš, kje je v stranu. Nastja, povsod je v sranu. Takle. In to je to. Pečica je segreta, vedno damo vročo pečico peč. In štrudel bo pečen čez 1 uro in potem se vidimo in ga skupaj podegustiramo in sprobamo, če je za kaj ali ne. Ti boš Filip probal. Res. Gremo zdaj v pečico. Ajde. Pokaži mi še. Ja, lepo. Ja, smo nazaj, štrudel. Štrudel je pečen. Ja, štrudel je gremo. pečen, gremo. Medtem gre Nastja po štrudel in sedaj, jebem tiš. Wow, vroče. A? Poglej to lepotica od štrudlja. To zgleda, kaj je ena lazanja zelenjavna. Ti stela lazanja, cepec. Kaj pa zdaj? Ja, zdaj bova pa jedla, ne? Ja, sad to mora oceniti od 1 do 10. Ja, sej, ampak ne moreš oceniti, če ne probaš. Res je, dej probaj. Sam je vroče. Ja, zelo je vroče, zdaj moramo to narezati prvo. Ja, dajmo. Dajmo. Veš, kako so bravali včasih? Popihati treba malo. Ne se ne dotikam. Nastja. Ja, če Če sem tvoj mož, še te lahko dotikam. Dajmo, veš, kaj bomo zdaj naredila. Pridi, Filip. Ne to z rokom, ker bo. Ja, sej, zdaj bomo dala to ven, da bom lahko lepo narezala, ja. Sam skrkaj samo. Ja, sam tam prim, zdaj. Hop. Wow. To me spominja na čase, ko smo bili v vojski, Roberta so ustrelili in ga je bilo treba... Ne bod ti. Mislim, ne. Kaj, veste kaj boječka?
Ker imaš nož v roki. Ful je fajn, da malo počakate, ampak mi da seveda ne moramo čakati, ker zdaj pač moramo to probati pa posneti. Obveznost do gledalcev je vendarle obveznost do gledalcev. Da lepo narežemo. Ne gledalcev, oboževalcev, fanatikov, vesele žlice. Potem bi bilo fajn, da ste vzeli malko, ki je zdaj pri nas v pomivalnem stroju, da bom jaz kar to vzela. Ja, Narežemo en košček in potem zarežemo še en košček za našega Filipa, To sem jaz. ki bo prvič jedel štrudl. Ne, drugače sem zelo, pač mislim, dosti bolj mi v teoriji fajn zveni češnjev štrudel ali pa višnjev štrudel, ampak seveda, ker je Nastja rekla, da Filip, če te bo všeč, pol drugim sigurno ni, smo danes reči, da je jabolčni štrudel. Zdaj sem dala tako mali košček. Ja. Zdaj bi še lahko potrosili s sladkorčkim prahu, ampak mi da to ne bova naredila, ampak bova kar le vilčko dam. Zato, ker je Nastja jedla par dni nazaj eno sladico in zdaj ne smeva. Izvoli. Disciplina mora biti. Ne? Izvoli. Ja. Jaz nimam vilčke, da ima kar skupaj si. Kar vzam. Lahko kar zarežeš. Ja, ti moraš ti zdaj oceniti to. Ja, Nastja, jaz predvsem, ko gledam tole, ne, vidim, da so jabka vrhunsko naribana. Jaz bi svoj del bi ocenil z 10. Drugače sem bil, da ni dajo še smetano gor. Ja, vse lahko da, vse tukaj lahko, zdaj tudi skuto še zraven. Kaj pa, če bi recimo to dol stran pa palačinke na krožnik, bi to bilo v redu? A z jabkami? Ne, da bi cel štrudel dal stran pa pol palačinke jedo, ne? Ti Filip, Sad to ne bi bilo smiselno. No, zdaj odpri usta. Ne, tako da me pa, tako da se pa ne bo. Pa sam prim. Vroči še, primi. Primi bi izkusi in daj oceno. Če sem levičar. Jaz sem dala 10 oceno. Jaz sem dala oceno. Malo še vroče, ja. Vrhunski je, res, čeprav sem sadila, se moram pohvaliti. Mislim, Filip, tvoje jabke so naredile piko na i in daj 10 receptov. Ali pa ti rekel, kot neljubitelj štrudla in ne jedeš štrudla, koliko bi dal oceno? Ja, jaz bi rekel, da tudi tisti, ki ne marate štrudla, kar sem jaz, da je Nastja to pripravila na tak način, da tudi jaz da nisem ven pluval ali pa se zmrdval. Pa ni hruškal. In je res v redu. Mislim, jaz bi dal pač 5, ne, zato ker ne jem štrudla. Mislim, da sem sam zaradi tega, ampak če bi štrudel jedel, bi to bila sigurno 9, ne. Če bi mogoče bila malo manj jezna name, tukaj si malo umazana, bi bilo potem boljš, ja. Dame štrudel. V glavnem, še enkrat, recept najdete celotni v spodaj, malinci ne se strinijo tudi, najdete v spodaj pod receptom, so linki zraven, če kaj rabite. V spodaj nama lahko se tudi subscribate, da ne boste zamudili naslednjih veselih žlic. In to je to, se vidimo prihodnič. Nekaj slajnega bomo delali. Nekaj, ko imaš rad. Ja? Pa ni povezan z ono žabo. Ne.